Hvala lepa, Antena, zanimivo, dva konkretna vprašanja za arhiv. Jaz sem videl tam, da ste povedala, da je skupščina Republike Slovenije iz leta 43 do leta 90. Potem od leta 92 imamo najbolj državni zbor Republike Slovenije. Kaj je z mestnimi vprašanji? Namreč, to mesto obdobje je v mojem vedenju mnogokrat zelo različno projektirano. Včasih je prišteto k državnemu zboru, kar vsebinsko je lahko, ker je bila že skupščina, ki je bila oblikovana na podlagi volilne zakonodaje, ki je omogočala večstrankarski sistem. Ponekod je pomenilo še v povezavi z prejšnjo skupščino, ker se trdi često še ni državni zbor in kar ne moramo kaj vključivati. Kaj je za tem umestnim obdobjem, ker so po mojem vedenju različni pogledi. In drugo vprašanje, če lahko, a imate vi v arhivu karkoli iz delovanja Slovenije v zvezdnih organih parlamenta, recimo v zboru Republike in pokrajina v zvezdnem zboru. Jaz namreč imel vprašanje in prošnje ljudi, žena, pokojnih, ki so delali v zvezdnih organih in so poskušali dobiti, da so imeli takšne podatke, da povem direktno za govor o smrti. Pa mi posebno menih podatkov in so rekli, to ni v Sloveniji ne spremljeno. Pa me zanima, če je res. Ja, na prvo vprašanje, sem imela mečkano premalo časa, da bi se to razložila, ampak v članku, ki bo točno opisujem ta primer skupščine. V samem pisarniškem poslovanju res ne vidimo nobene razlike med tem prelomom. To so bile prve večstrankarske volitve, maja 90, ne opazimo v samem gradivu nekega preloma. Lahko bi razdelili samo sejno gradivo po mandatih, vendar pa vse ostalo gradivo, ki sodi k temu dnevnim redom, je pa še vedno v nekem skupaj se ga ne da razdeliti. Se pravi, da je nek zakon, če bi že spet potem za kasnejše obdobje o arhivski dejavnosti, je shranjen v državnem zboru za 10 let skupaj. Se pravi, da se to vsebinsko mapo ne da razdeliti točno za osamosvojitev Slovenije in isti problemi potem kasneje 92. leta z državnim zborom. Se pravi, samo sejno gradivo to, kar je prej kolega obravnaval, kar je zdaj že v elektronski obliki digitalizirano, to lahko razdelimo. Velike težave bomo imeli pa pri delitvi tega gradiva od 90 do 92. In že tudi 92 leta po samem gradivu ne opazimo neke velike spremembe. Mi kot arhivska stroka seveda bomo naredili nov fond in do leta 90 imamo gradivo že prevzeto, bomo pa naredili vsekakor nov fond tudi za to obdobje od 90. do 92. leta, vsekakor pa nastavno državnega zbora. Ampak teh vsebinskih map, kot ste povedali, pa bomo zelo težko delili, da bi rekli to. No, na drugo vprašanje, pa to glede zvezdnega gradiva. Arhivisti, potem že več desetletij, bi rekli, no tako v osamosvojitvi smo začeli obiskovati tudi zvezdne arhive v Beogradu, predvsem arhiv Republike Jugoslavije. In v arhiv Republike Jugoslavije so prevzeli tudi skupščinsko gradivo do 90. leta. Sicer je zelo neurejeno in že tudi večkrat smo arhivisti iskali določena gradiva, predvsem za upokojitve posameznikov, ki so delali v zvezdnih organih, pa zdaj tukaj nimajo teh podatkov za samo pokojninsko dobo. Tako da to gradivo je dostopno, da je tudi grozno veliko in popisano je pa na način, tako kot je bilo že prej omenjeno, samo seja dne tega in tega in zdaj mi ne vemo natančno, kaj se v tistih sejah vsebinsko nahaja.
desetletij dela. Omenila bi pa tudi to, da zdaj v arhivu, predvsem naš arhiv, naš direktor Bojan Cvetkar je iniciator digitalizacije arhivskega gradiva v zveznih arhivih, kjer se prav zdaj odločamo tudi o tem, s katerimi fondi bi začeli najprej, kjer fonde bi najprej digitalizirali, tako da bi te fondi bili potem dostopni tudi pri nas v Sloveniji za najširšo javnost raziskovalno in kakšno javnost. Hvala lepa. Enkrat smo povedali božično 3-krat stavitve o gradivu tako ali drugače, povrlo vprašanje, s katerim smo se začelovali, političnem zgodovino pisjev. In kaj je to? Ker po domače rečeno, ker sem sam se najbolj ukvarjal z drugim po drugi svetovni vojni, vemo, da tudi takrat temeljno vprašanje se ne razrešuje političnih dilem v parlamentu. Če pogledamo našo včerajšnjo zasedo, da vemo, da je to reality show, ne? Torej, odločitve so sprejete nekje drugje že prej. Pa pošljajo tisti poslanci, for patroli, ne bil tisti, ki ne razmišlja, ampak preberejo zapise, ki jih nekdo drug piše. Vse vemo, da se nam je prejšnji mesec zgodilo, da je poslanci potegnil napačen listven, pa je bral mnenje poslanske skupine, o tistem, kar bo naslednji dan na seji, pa se je naslednji dan upravečal, ko so poslanci to že enkrat slišal. Torej, in mogoče bi to vprašanje zdaj bi šel na to, ker počas je to politično razlo. Vzajmo svega politbiroja, ki je na 3 straneh, vidiš, kje je bila odločitev, pa vidiš, ki strali šel naprej. Zdaj pa me zanima, če me kot politična zgodovina pise, ne zanima to ta reality show, ki se v javnosti dogaja, ampak sprejemno odločitev. Pa bi bilo res najmo vprašanje, kako je z strankarskim gradivom. Ali imate ta, bom rekel, vem, da je že leta, imate pač kontakt z ministrstvom in tako naprej, da to, da je že normalno poteka, kakšen je odbil strani stran, ali so tudi stranke pripravljene na oddajanje gradiva, ja ali ne. Tukaj, glede državnega zbora, bi bilo pa zanimivo, kaj s poslanskimi skupinami? Ali so zavezane, ali niso zavezane oddati, ker se pravi, mi govorimo zdaj samo o drugi stopni, o tem reality showu. Kaj pa tam, ker se odločitve sprejemajo? Ali imamo karkoli od tam gradiva možnosti videti, pregledati, ker vemo pa spomini politikov, pa polskih primerjamo, ki se tudi za 50 let nazaj, pa so zdaj dokumenti odprti, pa tudi ko lahko primerjamo spomin politika, pa realno sliko določene seje, določenega pogovora, pa vidimo, da prihajajo do določenih neskraj. Možno težje odgovorila je bilo to, kako pomeni, da se je zakonodaja spremenila in da smo zdaj tudi politične stranke nekako sodile v pristojnost arhivu in da bi morali tudi oni dodajati to arhivsko gradivo v arhivu. Ampak mogoče bi pa lahko omenila, da liberalna stranka je pa že izločila arhivsko gradivo arhivu in ga že hranimo. Glede poslanskih skupin, sem se pa tudi že ukvarjala s tem problemom, ampak to gradivo se šteje kot zasebno gradivo, ni javno arhivsko gradivo in jaz kot predstavnica arhiva nimam te pravice, da bi rekla, da bom prevzevala tudi to gradivo poslanske skupine. Čeprav smo se o tem tudi že pogovarjali in zanimali, zdaj ni uspelo. Hvala, tako enim. Čisto nakratko, da tudi najprej rad se zahvalil, jaz vsem današnjim referendum, v tem, če rečem, tako infrastrukturnem bloku, tako so tudi namreč zamislili, ki današnji simpozij, da ni bil čisto raziskovalno smerjen, ampak da bi določen podarjali prav temu, kako se sooča s tem obdobjem, kako pristopati, kakšne dileme se v tem upravljajo. Zdaj pa spet samo eno kratko vprašanje za arhivčne intervjuje, tam je ali že neko. Kaj pa to, kar imajo politiki še doma? Vemo, da ima marsikaj, beležke, zapiske, Bog ve kaj, to je zlatni recimo za preučevanje prve jugoslovanske države, pa obstaja mogoče sistematična zbirateljska politika arhiva, usmerjena tudi proti politikom, ki so nekoč bili zelo aktivni, pa imajo verjetno doma, kar predvsem, recimo Božo, da prej konkretno je predvsem svoje knjige zgradil na osebnih dnevnih. Ta politika obstaja že kar več let. Prednost arhivu Slovenije se ukvarja s tem poštranski les, verjetno ga poznate, oni tudi
in da bomo zdaj mogoče v Balkanu imamo svoj klasnih zbirkah in bomo potem mogoče preko tega prišli tudi do. Mogoče še ena zanimivost glede Slovencev v svetu, o katerih smo včeraj tudi govorili, kako so odprli pri osamosvojitvi. Ravno zdaj smo pripravili v Arhivu Republike Slovenije tudi razstavo, ki potuje v Washington 23. bo otvoritev na naši ambasadi. Posvetili smo jo predvsem našim zamestnim Slovencem po svetu in Slovencem, ki živijo v Združenih državah Amerike, ki imajo tudi zelo bogate arhive, predvsem za to obdobje osamosvojitve in da bomo nekako videli, da so res oni odigrali velik vpliv pri priznavanju Slovenije. Tudi bi omenila mogoče doktorja Eda Borca, ki nekako računamo, da bi mogoče njega dobili to gradivo, ampak odvisno je pa tudi, koliko sem prej omenila od politične situacije. Posameznik se v zadnjem trenutku premisli glede na to, da bo direktor Arhive Republike Slovenije, pa katera opcija politična je takrat v arhivu. Tako da vsi so zelo občutljivi še za to obdobje in ponavadi potem nasledniki, sorodniki izročajo to arhivsko gradivo, če imajo neko odnos do tega arhivskega gradiva. Lahko se pa tudi zgodi, da se to gradivo uniči. Bojan Deča, veste, jaz nekaj povprašal, a postavljajo te, ker dajo te osebne gradivo, tudi kakšne osebne pogoje dostopa in to, ali so to zakonsko predloženja, lahko vsak tudi kakšne svoje zahteve? Lahko da iz svojih zahteve, med izročiteljem in Arhivom Republike Slovenije se naredi pogodba in potem se v tej pogodbi tudi zapiše, na kakšen način je to gradivo dostopno, lahko ga tudi zaprejo. Naprimer, jaz sem pred leti prevzela tudi gradivo Latinke Perovič, srbski bibliotizem, in ona je to gradivo za neko določeno obdobje zaprla, odprto pa je za raziskovalce. Tako da se oni lahko odločijo za novinarje, to zapremo, za raziskovanje je pa odprto. Drugače je pa kateri ravno arhivske gradive, ki nosi pa 60 let. Samo nekoliko pojasnitev. Razmere so se verjetno malo spremenile v zadnjih 20 letih. Proces digitalizacije je pripeljal do tega, da je sam tudi proces dela veliko bolj intenziven in tudi samo število zaseden delovnih teles v parlamentu se je skokovito naraščalo v zadnjih letih. S tem, da seveda papirja ne dobite praktično več, se poteka v elektronski obliki. Temu primerno je tudi delo poslancev vseh ostalih. Veliko več ga je, veliko hitreje je potrebno organizirati. Vse odborov se lahko sklicujejo praktično v nekih dneh. S tem je seveda tudi gradivo v fizični obliki, ga skoraj več ni. In tudi potem, ko boste čez čas nekoga želeli dobiti, kakšne njegove zapiske, boste verjetno morali prejeti s ključkom ali pa s kakšnim hardiskom, da ste to povzeli. S tem, da tudi sistematika zaradi tega tepa, ki je čedalje bolj hud, naprimer, če je bilo zasedanje do polnoči, jutri v Bosni, ki je bil že nek odbor, na katerem je bilo treba biti. Te sistematike, kot se reče v starih cajtih, je čedalje na nažalost. Da bi nekdo vodil precizno nek dnevnik, izbeležil dogajanje, tega se skupaj verjetno bomo, da imamo časno, da bi se s tem ukvarjal. Tako da gradiva je vse posod od spletnih strani, Facebooka, elektronskih dokumentov, na večjih koncih bo verjetno treba iskati, da bi dobili neko celovitost, mislim, da se je zadeva bistveno spremenila od tistih časov, ko je nastalo to gradivo, ker je zdaj boštjansko le pač pridobijo. Veliko njeno, sam toliko sem želel pojasniti, to je drugačno. To je pa že naslednje vprašanje, če smo se zdaj osredotočili predvsem na to gradivo osamosvojitve, pa to današnji temelj, ki je pa popolnoma druga zgodba za arhive in arhiviste in mislim,
to včasih bilo. Predvsem pa to mi nekako želimo, da bi tudi v državnem zboru večina teh stvari potekala pri glavne pisarne in da bi se evidentirala v te informacijske sisteme in da bi potem mi iz enega informacijskega sistema tudi dobili čim več gradiva. Poslanske skupine so pa tako imajo svoje arhive in naj bi imeli. Ja, ampak to nekaj je bilo prej izpostavljeno, to zadnje, ne? Se mi zdi, da se ni samo šlo po zadnje, to ne gre čez glavo pisati. Ne, to grejo direktni maili na vodje poslanskih skupin ali pa na strokovce, ki potem odrejo naprej, kaj se bo zgodilo, da je avto do prejšnjega sestanka, so sicer zabeležke zaradi KPK-ja, zaradi logističnih stikov, ne? In ampak to prek GP-ja, ne, se ne da zajeti. Ne gre samo, no se posebej naročiti potem, tega gradiva nam pa naročajo iz določenih poslanske skupine, kdaj bo kakšen sestanek, mislim, ali pa mogoče mi boš malo razložil, kje še zdaj. Dobro, jaz bi vzeli vprašanje zakaj. Da zbirate različna pričevanja, pa bi me malo zanimalo, kakšno pričevanja, koliko je tega, kakšne so vsebine, kakšne so kriteriji izbora, ne samo vsebine, tudi posameznikov pa pričevalcev. Kako pravzaprav se organiziramo to delo? In gre za nekaj, kar je kratkoročno, in gre za nek dolgoročni projekt zbiranja pričevanja. Mislim, da v prvi fazi je bil najprej projekt, katerega je bilo vezano delo Monika Kočevar, ki je intervjujala preživele taboriščnike iz druge svetovne vojne in je kasneje pač to delo šlo naprej tudi v mobiliziranje za nemško vojsko. Ampak se je to pač počasi tudi pri ostalih kustusih v hiši dejansko razširilo tudi kot model dela, ki nam nudi informacije, ki pa morajo biti interpretirane na zelo jasno definiran strokovni način. Nabirati samo nekaj podatkov, oziroma imeti intervjuje življenjske pripovedi z nekom, to samo po sebi ni, je historično gradivo lahko, ampak mora biti interpretirano v kontekstu nekih faktov, nekih dejstev, pregledov in tako naprej. To je pri nas trenutno vezano na drugo svetovno vojno, vezano na obdobje po drugi svetovni vojni in zadnje čase, zadnjih 4 leta tudi na leto 1991. Loči se recimo, da za leto 1991, loči se recimo pri fotografih, ko sprejemamo fotografsko gradivo, nam zelo pomembno, da tudi ni dejansko njihovem življenju, na temu, kako so te fotografije pridobivali in intervjujamo. Po drugi strani je pa to en način dela, ki v primeru, da je metodološko, strokovno, pravilno argumentiran, se lahko recimo kot vir informacij za penalno delo lahko še veliko časa kasneje uporabi. Je pa vezano v bistvu na prvo svetovno jasno dine, na vsa ostala obdobja in v zadnje čase, kar so. Problem, ki se pa vzpostavlja, največji je ohranjanje gradiva, ravno zaradi tega, ker vemo digitalno gradivo, kakorkoli ga potem hranimo, je treba to na par let konstantno na novo. Ja. Je pa posega od, bom rekla, tako zvanih velikih akterjev do pač ljudi, ki so to vsakodnevno doživljali. Verjetno se nas te zgodbe še veliko bolj zanimajo, ker niso del strukturirane pripovedi. Ker tisti, ki je veliko krat v življenju pripovedoval določene zgodbe, ker je bil akter nekega dogajanja, ima jasno strukturirano zgodbo, ki se veliko krat poda tudi v okvirje prebranega, videnega ali pa medijsko posredovanega. Medtem ko po drugi strani pri ljudje, ki niso bili vezani na nek okvir javnega dela, javnega delovanja, so te spomini ravno zaradi tega lahko velikokrat veliko bolj pristni. V vsakem primeru pa jasno še enkrat povedano, ni vse v pridobitvi, je tudi interpretacija mora biti del strokovnega dela, kar pomeni, da se morajo tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo, jasno tudi izobraževati na področju metodologije dela z opisnosti. Še kdo?
še ne.